spoštovani predsednik Republike Slovenije, gospod Borut Pahor, spoštovani Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, gospod Zdravko Počivalšek, spoštovana direktorica javne agencije Spirit Slovenije, dragi člani odbora, PRSPO, ocenjevalci, razsodniki, spoštovane dame in gospodje. Odličnost je kakor ljubezen. Od vihrave zaljubljenosti, kjer skačeš čez vodo, tam, kjer bi lahko šel čez most, pa vse do zrele predanosti. Od razumevanja do spoštovanja. Vse svoje uspehe in padce si skrbno zapisuješ. In ko se je nabral kar zajeten kup teh zapisov, smo se odločili, da jih delimo s prijatelji. No, tu romantika sreča ljubezen. Prenehali smo sanjati, saj so nas začeli ocenjevati, nas primerjati z drugimi in vrtati v podrobnosti. A na koncu se je vse lepo sešlo. 3 dni smo se družili z odličnjaki, s katerimi smo se odličniki, s katerimi smo se učili, včasih celo ne strinjali, a na koncu tudi posladkali. Hvala lepa ocenjevalni komisiji torej za ves trud, ki ste ga namenili, in pa za končno poročilo, ki je kot češnja na torti. Hvala lepa ministrstvu in pa agenciji Spirit, ki je vodila celoten postopek in pravzaprav današnjo svečano slovesnost. Cenim pa seveda trud vseh sodelavk in sodelavcev, ki so mi dejansko inspiracija in tisto, kar me žene pri svojem delu. Vem, da ste v odličnost vložili sebe in veliko več kot le sebe. Hvaležen sem vam. In ker veste, drage sodelavke in sodelavci, in me poznate, da zmage proslavljamo skupaj, vas vabim, da se mi pridružite tukaj na odru. Hvala lepa. Torej, na odru prihajajo sodelavke in sodelavci, članice in člani, ki je Erosnovja, podjetja, ki je pravko dobila priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost. To je seveda uspeh vseh in ko se zberejo na odru, bodo tudi neko dobila priložnost, da pogledajo proti objektivom fotografskih aparatov in kamer in da nastane fotografija. Iskrene čestitke najprej seveda. Ja, hvala lepa. Kaj pomeni nagrada? To pomeni, bom rekel, povezovanje te ekipe sodelavk in sodelavcev. Ta nagrada je pač češnja na torti, ker od 2006 naprej gradimo to zgodbo poslovne odličnosti, ki dejansko je ključ za odpiranje trgov, predvsem v zahodnji Evropi, kjer je ta model že 30 let prepoznan. In ko mi to povemo, poleg tega dejstva, da smo še družinsko podjetje z družinsko ustavo, so tisti elementi, ki dvigujejo, bom rekel, zaupanje in pa varnost v naše delo. In verjamem, da je to tudi en jeziček na tehtnici, da se potem naši partnerji odločijo za nas. Kako konkretno se pa poslovna odličnost kaže v vaši vsakodnevni praksi v podjetju? Kako se odraža? Ta poslovna odličnost je stvar različnih sprememb, različnih inovacij. Skratka, ne smemo nikoli zanemariti nobenega, saj v teh 5 kriterijev. Govorimo o voditeljstvu, kako pač vodje delamo, kako, ja, pri nas je vodenje z zgledom, predvodenje s cilji, ampak oba sta potrebna. Potem so strategije, kaj bomo delali, postavimo vizijo in pot do tam. Danes se sprašujemo o trajnostni strategiji in iščemo tukaj noter zelene pristope. Skratka, če za en primer lahko rečem, kako je Nike stopil na to pot, je rekel, da noben copat ne sme biti narejen z večjim ogljičnim odtisom kot predhodnik. To spravi, nekaj podobnega mi delamo. Mi delamo
delamo, da ponudimo novo storitev, ki mora prinesti večjo dodano vrednost in pa večji prihranek za stranko. No, to je pa tista stvar, ki je pač najtežji narediti, ampak nam uspeva. Potem zaposleni. Kako zdaj sodelavke in sodelavce, pravzaprav še tisti, ki niso zavzeti mogoče kot bomo rekel, res velika večina, kako jih povezati, kako bomo rekel, ta odpreti širini duha prosto pot, da začnemo razmišljati.